Vdaji Radioaktivno k skupini Monolic, Martin z mano, zdravo. Živijo. Ugotavljam, da bolj počasi ustvarjate tako na obroke, letno enkrat. Ugotovitev drži, tako da moram temu pritrditi. Zakaj je tako? V resnici je ta band nastal oziroma brez nekih velikih ciljev ali neke agende, osnovan je v bistvu na odnosih med nami, ker nas v prvi vrsti druži zgodovina. Mi se poznamo, mi štiri fante se poznamo zelo dolgo časa, oziroma izhajamo iz istega kraja, Ribnica, Kočevje. In igrali smo skupaj po različnih zasedbah, nikoli pa mi štiri skupaj, in potem smo prišli do te ideje in tudi nekako si rekli, da naj bo to samo nek projekt, v katerem ustvarjamo, izdamo komad, ko je za to čas in pri tem ostane. Zdaj so pa apetiti v skupini malo narasli, se mi zdi, oziroma neka vnema dodatna je prisotna in mislim, da bomo v prihodnje malo bolj zgostili tale naša pojavljanja. No. To pomeni, da po umirjenem tempu v letu 2022 prinaša Monolic boom. Ne vem, če bo ravno boom, bo pa definitivno več naslišati in upam, da tudi videti, kar na začetku sploh ni bil plan. Mi smo rekli, ok, na odre pa pač ne bomo šli. No. Zdaj smo se pa zarekli kruha, no, in bomo v naslednjem letu tudi šli na odre, ko bo to mogoče in možno. Tako da boste se rekli kruha in iger. Ja, drži. Je bilo v času vseh omejitev tudi več časa za ustvarjanje? Gotovo, kakorkoli je ta čas izjemno zoprn, tudi za glasbenike, še posebej tiste, ki so odvisni od odra, je pa prinesel več časa in prostora za ustvarjanje, tako da, kolikor spremljam sceno, so ga glasbeniki tudi dobro izkoristili. Dobre glasbe nam ne manjka in sem vesel, da kljub tem preprekam in oviram in kaj še vsemu, da se nismo ustavili vsaj tukaj na kreativnem področju. Temu lahko pritrdim glede na število novosti tedensko v naši redakciji. Ste pa sedaj na radijskih valovih z novo skladbo Prej in potem. Pomeni, da pogledate nazaj in naprej. Tudi tako lahko človek to razume. Ja. Mogoče je naslov skladbe bolj naključno izbran, ampak se ga da umestiti tudi v ta čas. Ja. Sami vemo, da se že 2 leti vrtimo ves čas okrog ene in iste teme in eno od vprašanja je tudi, kako je bilo prej in ali bo ta čas prinesel nove spoznanja in nove poti. Sicer pa je zgodba omejena na dve introvertirani duši, ki se po naključju najdeta za njiju sicer prekaotičnem in preglasnem svetu. No. Verjetno pa je, da tudi te dve duši boljše, da pogledata naprej. Absolutno. Mislim, nazaj še nobeni uspešno hodil, tako da je vedno boljše naprej gledati. Ja. Čeprav bi si marsikdo želel, da bi šel nazaj. Ja, in kaj popravil? Ja, vedno imamo te tendence, ampak mislim, da je vseeno bolj naprej. No. Martin, prej si dejal, da bo prihodnje leto bolj intenzivno. Ali vidite kje v daljavi tudi album kot del prihodnosti? Mislim, stvari, ki smo rekli, da jih ne bomo naredili, pa jih delamo, bi bilo zdaj dosti naivno, da bi rekel, albuma nikoli ne bo ali pa album zihar bo. Očitno imamo tako dinamiko, da sproti ugotavljamo, kaj nam paše in kako se vidimo in zakaj pa ne. Zdaj imamo pa že 4 single, pa 5. se bomo zdaj lotili, pa potem se nabere nekaj materijala in če bomo videli smisel v tem, potem ja. Če ne, bomo pustili pač, da voda teče tako, kot teče. Bova pa midva sedaj odtekla v eter tudi z vašo ta novo, zato kaj bo prej ali potem? Naj bo kar oboje hkrati, pa naj vam tekne ta naša nova. Svoje misli in sanjal je za